V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek gostili literarni večer s Petro Škarja in doktorjem Juretom Knezom. Petra Škarja je napisala knjigo Akrobati, v kateri predstavlja življenje uspešnega podjetnika Jureta Kneza. Večinski lastnik Devesofta je na literarnem večeru med drugim povedal, kako so začeli sodelovati z ameriško NASA. Podjetje Devesoft je bilo ustanovljeno leto 2000, leta 2003 pa so nekako v NASA prepoznali programsko opremo kot eno izmed možnih za to, da so nadomestili stare telemetrijske sisteme, ki so jih uporabljali že iz časov Apollo, pa potem skozi Space Shuttle. In potem so hoteli iti v prenovo in dejansko so izbrali, mislim, da treba nekje okoli 10 različnih ponudnikov, dobaviteljev, od vsega so kupili inštrumenti in potem smo res s takim trdem, predanim delom, mi smo leta 2000 ustanovili firmo v Trbolah, pa te pokličejo iz NASA, pa te povabijo kja, pa pravijo tule, a bi lahko mogoče naredili kakšno dodelavo, vse to je zgodba, taka, te so imeli papirnate zapisovalnike, ki so pisali takole, ker je papir manj lezel iz njih. Mi, v normalnem svetu, če rišeš graf, recimo tako v tehnički šoli ga rišeš takole, iz ene strani druga. In potem izmera, ko sem jaz gledal tiste rezultate in tistih meritev, sem jih takole nekako, ampak unik so pa naše ekrane gledali, so jih pa zmeraj gledali takole. In potem se rekli, a lahko vi tule obrnili za nas zaradi tega, da ne bi nas vrat bolj. In potem ti NASA reče take stvari in rečeš, ja, itak bomo naredili, mislim, to sploh ni dvoma. In potem smo tam nekje do 2005 smo nekako res delali skupaj in potem, ko so šli v velik projekt zamenjavo celotne telemetrije za digitalno, je bilo pa že v tem tenderju, v tem zahtevi za ponudbe, je bilo pa že kar veliko funkcij, kar je zelo podobno bilo Devesoftu. Tako da smo bili že nekako kar izbrani, no kar pa v knjigi ne piše, pa tudi, da smo približno 5 let nazaj smo dali en večji inštrument, tam je slik bil, v testiranje, zato če lahko to uporabljajo na samem izstrelišču. In potem so ga testirali 2 let dobrih, pa so potem poštudirali, da dejansko bo delal. In smo mislim, da predlani smo dobavili en ogromen sistem za spremljanje vibracij, deformacij, temperatur na samem izstrelišču te nove rakete Artemis. Tako da v bistvu smo zdaj nekako res zelo močno integrirani v NASA-ine projekte, ali recimo za meritev tega crawlerja, ki pripelje raketo, ali za same komponente, ali na samem izstrelišču, potem ko raketa pošilja podatke dol, tako da je NASA ena taka zgodba, ki se nadaljuje, pa če ne bomo naredili kakšne res hudo velike napake, jaz verjamem, da bomo še vrsto let res prvi ponudnik, praktično edini merilni opreme pri njih.